Sem Jana Pristovšek in sem avtorica knjige z naslovom Čarobni odnos. Odnosi so pomemben del našega življenja. Ko sem premišljevala, kateri odlomek iz knjige naj preberem, sem se odločila za uvod. Preprosto zaradi tega, ker za pravi odgovor najprej potrebujemo pravo vprašanje. Ljudje smo socialna bitja in ko z drugimi ljudmi prihajamo v stik, z njimi vstopamo v odnos. Bolj kot nam je neka oseba pomembna, bolj pomemben nam je odnos z njo. Včasih se za dober odnos potrudimo celo takrat, ko nam oseba ni pomembna, a odnos z njo postane zelo pomemben. Odnos z nekom je lahko ljubeč, prijeten, neprijeten, ogrožujoč. V odnosu se lahko počutimo prijetno, zaželeno, lahko manj vredno, razvrednoteno, morda odrinjeno, osamljeno, spregledano. V odnos si želimo vstopiti ali iz njega izstopiti. Energija odnosa je lahko tako močna, da nam praktično ni živeti brez nje, ali pa iz odnosa pobegnemo zadnji trenutek pred popolnim sesutjem. Pravimo, da imamo z nekom dober, z drugim pa slab odnos. Dober odnos je povezava dveh ali več ljudi, ki nas podpirajo in mi njih, ki so nam v oporo, kjer se počutimo varno, zaželeni, ljubljeni, odnos, v katerem osebnostno napredujemo, si upamo tvegati, izražati svoje želje, sanje, čustva in občutke. In seveda obratno, vse to mi nudimo njim. V slabem odnosu nazadujemo in postavlja se vprašanje, zakaj v slabem odnosu ostajamo. Zakaj dopuščamo, da nam nekdo dneve, tedne, mesece in leta znova in znova kaže, da zanj nismo pomembni, dopoveduje, da smo krivi, slabi, nehvaležni, nesposobni. Namesto da bi iz takega odnosa odšli, se trudimo dokazati, da nima prav, da se moti, da smo vredni. Mesece in leta smo pripravljeni čakati na najmanjšo pohvalo, na nasmeh, da mu je ali je z nami lepo, da smo vredni. Zakaj ne izstopimo iz takega odnosa? Zakaj se ne obrnemo in odkorakamo? Zakaj zdravi, finančno stabilni, sposobni, inteligentni ljudje ostajajo v takšnem odnosu? Zakaj v tak odnos še bolj rinejo, zakaj čakajo in se trudijo za eno samo prijetno besedo, za en nasmeh vsakih 100 let? Zakaj? Zakaj jim je neljubeč, boleč odnos z nekom tako zelo pomemben? Morda ste obkroženi z ljubečimi ljudmi in sporočajo vam, da vas cenijo, da so vam hvaležni, vas spoštujejo, da ste jim pomembni, a vi to čutite le kratek čas in vas kmalu preplavijo dvomi. Kaj, če tole govorijo, delajo, sporočajo kar tako? Zakaj dvomite in ste nezadovoljni? Zakaj ste nesrečni? Zakaj dvomite, ne glede na to, kako močno vam vsak dan sporočajo, da ste jim pomembni, da vas imajo radi, da ste dobri? Kakšni so vaši odnosi s partnerjem, otroki, starši, prijatelji? Prijetni, neprijetni, globoki ali površinski? Verjetno mešanica vsega naštetega. Na kateri odnos ste najprej pomislili? Na odnos s partnerjem? Na odnos z otroki, starši, prijatelji? Kateri je najpomembnejši odnos v vašem življenju? Kateri odnos vam največ pomeni? Kaj storiti, ko so v službi odnosi slabi? Ko smo prisiljeni biti z ljudmi, ki jih pravzaprav nismo izbrali? Nismo se mi odločili deliti del življenja z njimi, pa vendar preživimo z njimi več časa kot s tistimi, ki jih imamo radi. Ostati ali zamenjati službo? Poldrugi boljše, je problem v njih ali v nas? Veliko člankov na svetu, predavanje na temo, kako izboljšati odnos z otroki, s partnerjem, starši, sodelavci, prijatelji, sosedi. Vendar je osnoven
in najpomembnejši odnos s samim sabo. Pomislite, kakšen je ta odnos. Ste do sebe ljubeči, prijazni, si znate odpustiti. Morda od sebe zahtevate več in še več. Morda se vam zdi, da ste v neprestanem boju z ljudmi, da vas ne razumejo, da vam ne dajo občutka, da cenijo to, kar naredite. Da jim niste pomembni, čeprav dobesedno živite za njih, a od vas zahtevajo še več in še bolje. Kdaj se je zgodilo, da ste se izgubili? Je z vami nekaj narobe ali preprosto nimate sreče v življenju? Ste se takšni že rodili? Ali je kaj narobe z vašo okolico? Zakaj so takšni? Zakaj je življenje postalo ena sama borba in razočaranje? Večina od vas tega ne ve. Nimate se časa ukvarjati s tem, ker vam vso energijo poberejo borba, razočaranje, strah, skrbi, nemoč, izločenost, odrinjenost, osamljenost, žalost, jeza, užaljenost, obup in iskanje rešitev, kako postati boljši, kako se maščevati, kako udariti nazaj, kako zdržati. Prekinite s tem in vzpostavite boljši odnos s samim sabo. Prvi in najpomembnejši odnos je tisti s sabo. Začnite s tem, da se najprej spoznate. Knjiga je napisana v 2 poglavjih. V prvem poglavju opisujem dogajanje v vas in nakažem rešitve in razlage, ki so napisane v drugem delu. Morda bo na začetku težje razumljiva, nenavadna ali preprosto čudna. Ne ustavljajte se ob nerazumnem, prepustite se. Do konca knjige boste razumeli. Njen namen je, da začnete razumeti sebe, svoje delovanje. Pomagala vam bo, da se ne boste več bali in sramovali sebe, da se boste sprejeli in postali ponosni nase. Namen knjige je sprožiti proces samospoznanja, ki ni nikoli končan in ni pri nobenem enak. Zato je nemogoče opisati vse, je pa dovolj napisano, da boste vedeli, kje in kako začeti. Ne uči vas, kako postati arogantni, naduti ali egoistični, ampak kako preprosto postati vi. Takšni, kot ste, dobri, sposobni, ljubeči, uravnoteženi in umirjeni. Postali boste čarobni. Takšni ste že sedaj, samo morda tega še ne veste. Odkrijte in poiščite to čarobnost v sebi in lahko jo boste podarili drugim. Najlepše v življenju je podarjati čarobnost. Tukaj je ta knjiga. In ko boste do tega prišli, se boste vi lahko odločili za ljubezen in ne za sovraštvo. Lahko se boste odločili za razumevanje in ne obsojanje. Lahko se boste odločili za pohvalo in ne kritiziranje. Lahko se boste odločili za nežnost in ne bolečino. Odločili se boste za upanje in ne brezup. Odločili se boste za dajanje in ne krajo. Odločili se boste za pomoč in ne nagajanje. Odločili se boste za veselje in ne žalost. Uživajte v teh prihajajočih dneh, vzemite pravo knjigo v roke, imejte se radi in bodite dobro in zdravi. Srečno!